Dobrodošli spet v družbi oddaje Ambienti. Danski izraz hygge ste verjetno že zasledili. Gre za besedo širokega pomena, ki lahko zaznamuje način življenja, ki nas osrečuje, ravnovesje med delom, družino, preživljanjem prostega časa, občutek pripadnosti, topline, trenutek udobja, zadovoljstva, vzdušje topline in domačnosti. Seveda pa je od človeka do človeka različno, kakšno mora biti okolje, ki nam tak občutek lahko pričara. V naslednjem stanovanju so za svoj hygge učinek poskrbeli med drugim s pozornostjo na svetlobo ter mehkobo in toplino materialov. Dvoetažno stanovanje v večstanovanjski vili zaznamujejo knjige in pa svetle barve. Poglejmo, kako so s prenovo dosegli udobno in spokojno bivanje, ki sledi smernicam skandinavskega principa hygge. Petra, lepo pozdravljeni. Živja. Tole svetlo stanovanje ste opremili v vašem biroju. Katere so tiste smernice, ki ste jim sledili? Stanovanje, ki ima 75 kvadratnih metrov bivalne površine, nismo ga bistveno spreminjali, ker je bilo pač novo. Smo pa zaradi enotnega oblikovanja interjerja naredili par posegov v stanovanju. V bistvu v predsobi smo odstranili dvojna vrata, potem smo tukaj v predprostoru odmaknili eno stopniščno ramo, zato da smo v bistvu nekako sprostili prostor v predsobi. Hkrati smo pa v bistvu postavili tudi neko veliko knjižno omaro, ki nekako napolni in ščiti predsobo pred jedilnico. Kvadratura stanovanja je razdeljena v dve etaži. Arhitekti prostora niso bistveno spreminjali, spremenili so zgolj lego vrat pri vstopu v stanovanje, tako da so prostor bolj odprli. Nekoliko so spremenili tudi stopnice, ki vodijo v zgornjo etažo. Te so imele v prvotni izvedbi ograjo iz inoksa, ki se ni ujemala z novim konceptom ureditve. Zato so jo na eni strani prebarvali na črno, na drugi strani pa odstranili, da so ob njih lahko umestili veliko knjižno omaro, ki sega do stropa. Ko vstopimo v stanovanje, najprej zagledamo prostorno kuhinjo s kuhinjskim otokom. Ta se nadaljuje v jedilnico, iz nje pa stopimo na pokrito teraso. Na desni strani je skrit vhod v spalnico na eni in kopalnico na drugi strani. Dnevni prostor je v nadstropju, uporablja pa se bolj ob večerih. Narejen je kot galerija in iz njega se vstopa na drugo, prostorno teraso s pogledom na mestno veduto in majhnim vrtičkom, s katerim ima lastnica veliko veselja. Je bila pa mogoče tudi posebna zahteva zaradi velike zbirke knjig, tako da smo tudi knjigam mogli najti neko posebno mesto v stanovanju. Seveda smo zaradi enotnega oblikovanja mogli določene posege tukaj narediti, ampak smo se odločili za čim bolj svetlo, nevtralno, stanovanje, ki ga pa potem dopolnimo z dodatnimi barvami in pa teksturami in pa določenimi dizajnerskimi elementi. Stanovanje zaznamuje predvsem taka mila barvna paleta, predvsem pasteli. Menda ste to oblikovali po tem skandinavskem principu hygge, če se ne motim. Sprav, kaj hygge sploh je? Kako si po njem recimo uredimo svoj dom? Ja, hygge je v bistvu danski način življenja. Zdaj Danci obožujejo svoj dom, v bistvu tudi večinoma prostega časa preživljajo doma. Tako da nekako, kako si urediš dom, pa kako imaš doma, jim je zelo pomembno. Zdaj tukaj ni samo pomembno, kakšno je, ampak tudi kakšno je na otip. Se pravi, da so zelo pomembni ti naravni materiali, se pravi toplina lesa, naprimer, potem tople dekce, blazina. Danci, ki imajo zelo kratke dneve, se pravi, da je veliko teme, imajo tudi zato svetlo pohištvo, beljen hrast, svetle barve in potem z nekimi temi dodatnimi elementi, kot so tekstil, otoplijo ta interjer. Tako da mi smo se s tem ukvarjali predvsem v tem smislu v spalnici, kjer smo dali naprimer veliko blazin, dekic, potem mehko tapecirano vzglavje pri postelji. Vse te stvari naredijo v bistvu ta spokojno, udobno. Tako, ja. Hygge je v bistvu ta način, da je zelo pomembna tudi sama svetloba, ta udobnost, mogoče ta vonj po domačem. Osnovna kombinacija pri tem projektu, se pravi barv in materialov, je bila bela, črna, siva in pa les.
Kot poudarki v prostoru so črni kovinski detajli, naprimer ograja na stopnišču, stenske luči, potem viseče luči v kuhinji, kovinske črne noge pri kuhinjskem otoku in pa kovinsko črno podnožje barskih stolov. V jedilnici smo pa v bistvu te kovinske detajle naredili v bakreni barvi. Torej, stanovanje je zelo svetlo, ima obilo naravne svetlobe že samo po sebi, ampak tudi sicer ste veliko pozornosti namenili izbiri svetil. Sodobno pohištvo nekako ustvarja neko nevtralno okolje in priložnost za v bistvu atraktivno oblikovana svetila, ki mu potem dajo nek svoj karakter. Kaj pa budžet? Ta ponavadi je vedno omejen. Kako se recimo vi potem s tem spopadete? Ja, v našem studiu se v bistvu vedno lotimo projekta na ta način, da seveda vprašamo naročnika za limita. Se pravi, da opredelimo investicijo in na podlagi tega naredimo vedno naredimo popis opreme in del, ki naj bi se izvedli. In še preden začnemo z prenovo, te stvari preverimo, pregledamo, zato da ni potem kakšnih večjih presenečenj. Ker za nas v bistvu mogoče ni oblikovanje samo to, da ti prineseš pohištvo noter pa ga postaviš, ampak je v bistvu smiselna nekakšna harmonija med tistim, kar postaviš, kar zgradiš, kar zrušiš. Seveda posamezni kosi so tudi pomembni, ampak če veš, kako boš naredil naprej, se lahko določenim stvarem ali odpoveš ali jih pa v bistvu tudi sprejmeš. Investitorka je oblikovanje interierja v celoti prepustila idejam arhitektov. Želela si je predvsem svetlo in zračno stanovanje, ki bo hkrati udobno in toplo zavetje.